Vložili ste predlog sprememb v vdovskih pokojninah. Za katere spremembe gre? Ja, da povem kar na kratko, ker sem na dolgo že govorila, gre za spremembo 61. člena sedanjega zakona SPIZ-2 in sicer v delu, ki se nanaša na višino dela vdovske pokojnine. Ta delež vdovske pokojnine se po našem predlogu zvišuje iz 11,7% na 18% najnižje pokojninske osnove, torej z zneska 93 evrov na 143 evrov. Toliko je najvišji znesek, kot ga lahko dobi posamezna vdova, in zvišuje se tudi odstotek dela vdovske pokojnine. Sedaj je vdova lahko uveljavila 15% moževe pokojnine, vdovske pokojnine, moram se popraviti, ne gre za moževo pokojnino, ampak gre za vdovsko pokojnino. 15% je lahko jo sedaj uveljavila, po novem, po našem predlogu, pa naj bi jo 25%. Za 10% torej bo vsaka vdova lahko imela višji delež vdovske pokojnine. Koliko udeleženk oziroma udeležencev se bo dotaknil ta zakon? Ja, trenutno je teh uživalcev 60 tisoč, dobrih 60 tisoč. In vseh teh 60 tisoč se bo dotaknil. Tako da gre kar za veliko število ljudi, ki bodo lahko dobili višji znesek dela vdovske pokojnine. Kakšen je pa odmev med poslanci na ta predlog? Ja, zaenkrat odmeva še nimamo, naše sopodpisništva nismo dobili, ampak upamo, da ga bodo podprli, ko bo v postopku obravnave in sprejemanja. Pa še za eno spremembo gre, to moram še poudariti, gre še za spremembo oziroma za ponovno uvedbo zajamčene višine vdovske pokojnine. Vsaka vdova, ki bo uveljavila vdovsko pokojnino in ima tudi pravico do svoje lastne pokojnine, bo lahko imela najmanj 500 evrov pokojnine vdovske. Ampak nekaj podpore imate pa kljub temu. Nova Slovenija vas je v bistvu podprla, čeprav ni podpisala. Tako je, ja, to nam so povedali v Novi Sloveniji, to nas veseli in upamo, da so še kakšni taki, ki nam niso povedali, pa vendar bodo zakon podprli.